Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Danes bomo gostili zelo zanimivo mlado menedžerko Sabino Gros iz podjetja BPT. Naj povem, da je ena tistih redkih Slovenk ali Slovencev, ki je prevzela družinsko podjetje, a zato je morala skozi precej veliko osebno transformacijo. Kakšno osebno preobrazbo je doživela? Kakšen odtis želi pustiti v osebnem življenju, na svoji osebni poti, v podjetju, v družinskem podjetju in splošno širše v okolju, pa bomo slišali zdaj. Namreč z nami je Sabina Gros. Dobrodošla, lepo pozdravljeni v podcastu Supermoč. Vas kaj čudi, da sem vas povabila v podcast, ki ima super močno ime? Najprej pozdravljeni, najlepša hvala za povabilo. Pravzaprav sem bila zelo prijetno presenečena, da sem bila povabljena. Po drugi strani pa saj smo tudi ženske zelo močne, pa tako da Se nekako zlijete z idejo supermoči. Ja. Odkot? V redu, potem pa če začneva kar na začetku. Kaj pa je vaša supermoč? Mogoče to, da sem vztrajna in res ne iščem bližnjic, pa ne iščem lažjih poti, ampak pač vem, da je treba za to, kar hočeš doseči, tudi garati delati, pač veš na koncu, da boš do tja prišel, pa bo potem veš, zakaj si nekaj enkrat mogoče malo potrpel ali pa nekaj delal, pa nazaj pogledaš, pa vidiš, da je bilo vredno. Ko sem brala o vas pred tem podcastom, sem bila presunjena, koliko pravzaprav aktivnosti se lotevate na dnevni ravni. Kako vam uspe, recimo, če veva, da si vsi delimo enako dejstvo 24 ur na dan, kako vam uspe uspešno, učinkovito, produktivno, agilno upravljati s tem naravnim dejstvom? Jaz sem že po naravi zelo organiziran človek, tako da si pač delam urnike, sezname in tako ostanem zgodaj, pa poskušam v bistvu vse, karkoli počnem, delati zares s fokusom. Seveda mora biti pa tudi čas za to, da se sprostiš, pa da se umiriš in da si pač s svojimi. Tako da poskušam vse to na ta način pač speljati. Pa včasih imaš pa res občutek, da bo zmanjkalo. Malo prej, predno je zagorila rdeča lučka, recimo, in sva začeli s snemanjem podcasta, sva se pogovarjali o duševnem zdravju. To je pravzaprav zelo pomembna, pomenljiva tema, pereč problem, ne samo v Sloveniji, tudi globalno. In sem vam povedala, da sem na nedavnem dogodku, ki so ga organizirali prav na temo duševnega zdravja, omenili podatek, da vsako leto izgubimo 50 milijonov let dela samo zaradi problematike, torej duševnih bolezen, duševnih stanj, te problematike. Kaj vam kot menedžerki to pove? Da se premalo ukvarjamo s tem bolj, oziroma tako bom rekla, da je še vedno prevelik tabu to, da pač nekdo potrebuje pomoč psihiatra, psihologa, psihoterapeuta, kakorkoli. In če bi več časa v bistvu namenjali že, ne vem, da pač se z otrokom pogovarjaš, da bi že od majhnega nas vzgajali o tem, pa da je to nekaj najbolj normalnega, da tako kot imaš lahko poškodovano roko, pač imaš lahko pa duševne težave, da bi bilo mogoče tudi lažje poiskati pomoč. Po drugi strani pa način življenja, ki ga imamo, je tudi pač vedno mora biti več, vedno mora biti hitrejši, vedno moraš biti boljši. In me niti toliko ne presenečajo pač ti podatki, je grozno, ni pa, Vam kot menedžerki, mladi menedžerki, bi vam bilo nerodno recimo se soočiti z vašimi podrejenimi, z vašo ekipo in jim povedati, da recimo redno obiskujete psihiatra? Namreč en podatek, ki je bil zame zelo fascinanten, je ta, da če bi se ljudje pogovarjali več s svojimi življenjskimi sopotniki ali prijatelji, bi lahko v 70% pravzaprav
zamenjali pomoč psihiatra za svojega življenjskega sopotnika oziroma prijatelja. Zanimivo, ne? To je pa, zelo zanimivo. Torej, druženje, pogovor, odprtost pomaga pri premagovanju tovrstnih težav. Ja. Kako bi recimo sprejeli vaši podrejeni, če bi pa recimo jim rekli, da iščete pomoč? Pravzaprav smo imeli v službi en primer, ko je pač nekdo potreboval pomoč, pa smo praktično vsi to videli, pa se vsem zdelo to nekaj najbolj nesrečno, normalno se nam je zdelo in tudi jaz pol kot nadrejena sem temu človeku pač rekla, koliko časa pač rabiš uredi in Tako da zato tudi jaz ne bi imela. Seveda je težje to povedati, kot pa reči, ne vem, sem bolan ali pa ne vem, sem se nekaj poškodoval, sigurno je to drugače, ampak nesreča je tako okolje, da bi se počutila pač sprejeto, oziroma da mislim, da bi ne bi imela na hudih težav. pozitivno reakcijo, povratno informacijo oziroma sprejetje pač tovrstnih težav. Uvodoma sem, Sabina Gros, omenila, da ste šli skozi zanimivo osebno transformacijo, ampak še prej, vodite podjetje BPT. Ali se v tej kratici kaj skriva, kar jaz ne vem? In nisem naredila mogoče osnovne domače naloge. Pravzaprav v tej kratici se je prej skrivalo, gre za nekdanjo bombažno predilnico in tkalnico Tržič. Mi se veliko pogovarjamo o tem, kako naprej. Je pa ena stvar, ki nas pa pri tem mogoče tudi zaustavlja. BPT je zelo lokalno vpeto podjetje in kar nekaj Tržičanov se z njim res poistoveti. In mi želimo v bistvu nadaljevati, pač povezovati preteklost s prihodnostjo in zaradi tega tudi nismo do zdaj še prišli do zaključka, da bomo spremenili oziroma napolnili mogoče tudi z novimi, smo pa iskali tudi slogane, kako bi, ampak v tem trenutku pač je to kakor neko posvetilo pač preteklosti in tako ostaja. Ampak meni je pa to res zelo všeč. Namreč to spoštovanje preteklosti, kajti vsi tisti, ki zanikajo preteklost, verjetno niso najbolj pripravljeni na sedanjost, kaj šele na prihodnost. In sploh se mi zdi, da sodoben čas nekako napeljuje vse nas, da se ne spomnimo, kako so naši predniki počili. Bodisi s svojim odnosom do narave, do prehrane, do življenja, do sočloveka. Kaj vam je tisto, recimo, kaj so vam stari starši dali, kar je za vas še vedno, recimo, v narekovajih sveto? Tukaj mi prvi pade na pamet moj dedi, ki je bil po mojem zelo je bil tako, se mi zdi, priljubljen, bil je kar aktiven tudi v okolju in tako. In on je vedno poudarjal to, da moraš biti pošten. Če daš ti besedo, če nekaj obljubiš, potem moraš to obljubo držati. In ta načelnost potem na ta način delujem. Mogoče pač me kdaj to tepe, ampak po drugi strani pa jaz vem, da grem mirno spat. Vestjo, tako, ja. Tako da to zagotovo. To je neprecenljivo, mar ne? Ja. In marsikdo se tega ne zaveda. In bi lahko rekla, da tudi od tod, ko ljudje pravzaprav se spozabijo in nekako iz njih privrejo ne najlepše človeške lastnosti in nravi, da pravzaprav to človeka preganja, ne? Mene bi sigurno, pa verjamem, da ne samo mene. In zdaj, Sabina Gros, vendarle lahko preideva k tej vaši transformaciji. Namreč, vi ste najprej delovali kot pravnica v pravniških jaz sem študirala vodah. pravo. Bila sem o tem prepričana, da bom odvetnica ali pa tožilka že od osnovne šole naprej. Tako da sem najprej delala v odvetniški pisarni, potem sem bila pa na tožilstvu kot strokovna sodelavka. In potem?
Ja, in potem je nažalost moj oče zbolel. In je rekel, zdaj pač, če bi bila jaz pripravljena prevzeti vodenje družinskega podjetja. Ki se ukvarja z energetiko. Ja, ki je popolnoma v drugih vodah. In rada imam izzive, razumela sem tudi, zakaj je pač nekdo bi bilo dobro, da je pač, da to prevzame. Videla sem tudi njegovo vero v to podjetje in to, kaj je naredil in zakaj in kako to vodi, in sem pač rekla, v redu, sprejmem ta izziv. Bi šla še v šolo zraven, zaradi tega, da pač dobim zato sem šla potem na MBA še zraven, da sem dobila znanja iz področja menedžmenta. In ugotovila sem, da v bistvu mi to delo veliko več prinaša, kot pa tisto prej. Pa mi je bilo, sem uživala v pravosodju, ampak tukaj pa veliko več te ustvarjalnosti, veliko bolj pozitivno je v tem smislu, da pač tam so se velikokrat dogajale res grozne stvari, ti si pač to videl, spremljal. Na koncu se včasih sploh ni dalo nič narediti. Medtem ko tukaj pa pač lahko gledamo bolj pozitivno. No. Taka nabrita poslovna srenja, polna še bi rekla te vitalnosti, elana, ne? Nikakor ne govori o težavah, o ovirah, ampak vse te besede smo nekako zamenjali z izzivi, ne? In tako naprej. Ampak potem pa recimo raziskave, ki jih beremo, bodisi iz Oxforda, Harvarda in tako naprej, pa dokazujejo, da na koncu dneva vedno so čustva tista, ki nas vodijo. Koliko je bilo čustev, ali bi rekla, tega občutka dolžnosti do očeta, do družine, da vendarle ta izziv nekako sprejmete, a ne, in se odločite za vodenje družinskega podjetja, ki je, kot ste dejali, zelo močno vpeto tudi v lokalno okolje, tako da privoščiti si fiasko, si predstavljam, da bi bilo precej neugodna situacija za celo družino, a ne? Ja, zagotovo je pač bil to tudi velik faktor, da imam ta čutim to odgovornost, da sem sem razumela, zakaj pač nekdo to mora, in na začetku me je bilo res v bistvu strah, a bom sploh zmogla, jaz sej nimam izkušenj, saj sem s popolnoma drugega sveta. Ampak po drugi strani pa, če je vedela toliko pač dobro, pa seveda sem poznala svojega očeta, da sem vedela, če je on mislil, da lahko, potem verjetno pa lahko. Tako da, ja. Odšli ste na poslovno šolo, se učiti pravzaprav teh skillsov, teh sposobnosti vodenja. Vas je oče uspel še česa naučiti, kako voditi podjetje, kako voditi ljudi? Ja, zdaj, da bi imela to srečo, da bi bil lahko on moj mentor, nažalost tega ni bilo, ampak se mi pa skozi celo življenje v bistvu se je pač kot zgled. Je bil zgled in smo tudi pač vse kaj povedal, kako se česa lotil, kako je on vodil. Tudi videl se je pač po odnosu do svojih sodelavcev, da jih spoštuje, da je pravičen, da je pošten, in take stvari mi je pa že z vzgojo dal. Sabina Gros, glede na to, da tudi v drugih intervjujih govorite o sebi, bi si dovolila vprašanje. Saj veste, pogosto se zgodi, ali tako mainstreamovsko govorimo, ne? Ko pa je nekdo zasedel neko vlogo, funkcijo, bolj pomemben položaj, vodstveni položaj, je pa popolnoma spremenil sebe in svojo naravnanost, postal je bolj aroganten, bolj vzvišen ali pa bolj ljudski, kakorkoli že, ne? Kakšne spremembe ste vi morali sprejeti znotraj sebe, svoje naravnanosti in delovanja, ker ste postali menedžerka? In kakšne so se zgodile, tako bi rekla, organsko?
Zagotovo sem mogla sprejeti to, da nimam vedno prav in da je treba druge poslušati in druge upoštevati. To je bila pač, konec koncev sem imela to srečo, da so moji sodelavci večji strokovnjaki kot jaz in mi je bilo težko pač razumeti, zakaj ne morem imeti vedno prav, ampak te pa tudi potrpežljivosti. To sem se pa tudi naučila, glede na to, da če ti želiš kakšno stvar, kakšno spremembo peljati, moraš biti zelo potrpežljiv, ker pač ni, sploh če je kakšen odpor, moraš pač vztrajati, moraš počasi in na silo ne gre. Tako da Vi ste se na začetku torej naučili tistih stvari, ki se jih po letih vodenja podjetij danes učijo menedžerji. In ugotavljajo, da so pravzaprav zlata vredne lastnosti. Pa verjetno imam še kar veliko zagotovo se imam še ogromno za naučiti, ampak to sem pa spoznala v tem času. Da. Sabina Gros, v Sloveniji se soočamo z veliko problematiko, namreč lastniki podjetij ne najdejo nasledstva, njihovi svojci, otroci, vnuki ne želijo prevzemati tako pomembnih, odgovornih, težkih nalog, jih njihovo družinsko podjetje sploh ne zanima. V kakšnih okoliščinah pravzaprav se lahko te sinergije zgodijo oziroma ta sodelovanja ali pa te medgeneracijski mostovi, ki lahko peljejo podjetja naprej? Kaj bi morali početi v Sloveniji, da bi lahko enkrat rekli, da imamo tudi družinsko podjetje, ki je podobno dolgoživim japonskim, denimo, ali kitajskim? Jaz mislim, da je že to velik faktor pri tem, da je splošno mnenje, javno mnenje, ki je oblikovano pač do podjetnikov, do menedžerjev, ni najbolj pozitivno. Velikokrat se vidi, kaj pač nekdo, ki mu uspe, kaj ima, ne pa kaj vse je mogel narediti oziroma mora delati za to, da je lahko tam. Otroci, pač bom rekla, staršev, ki so pa na kakšnih bolj odgovornih funkcijah, pa vidimo, kaj vse to za sabo prinese. Tudi vidimo, da pač je, ne vem, lastnik tisti, ki se bo ukvarjal s tem, a bo dovolj za plače, a bomo čez 2 leti še relevantni ali ne. Tako da tisti, ko otroci po mojem to vidijo, verjamem, da se marsikdo reče, zakaj. Potem pa zraven še poslušaš, kako tudi okolje, včasih ni najbolj spodbudno. Tako da mogoče je to, da bi morali, večkrat se pogovarjamo, že zadnjič tudi na kongresu Združenja Menedžer, je par govorcev omenilo to, da mi se bi mogli veseliti uspehov svojih kolegov v poslovnem svetu, tako kot se vsi veselimo uspehov športnikov, pa se jih tudi približno ne. Ja. Neugodno, mar ne? Ja. V družinskih podjetjih je težava zaradi nasledstva, zaradi vseh vaših omenjenih idej in razlogov. Pogosto so pa tudi prisotni konflikti med generacijami. Kako razumete to zgodbo, da se morajo starejši nekoliko umakniti mladim? Ali bi se res morali umikati, ali bi morali svetovati in pokazati svojo modrost, bi morali biti mlajši bolj dojemljivi za neke izkušnje starejših generacij? Kako imamo to v Sloveniji urejeno? Kako vi občutite? Torej, verjetno vsaka družina po svoje. Ampak ta ideal mladosti je včasih tudi malce precenjen. Ampak ja, jaz mislim, da en drugega moramo poslušati, pa konec koncev nekdo, ki ima že, ne vem, 40 let izkušenj za sabo, verjetno ga pa dobro kdaj poslušati, verjetno ima pa kaj zapovedati. Čeprav imam bolj občutek, da je mogoče res v obratno smer, da se težje umakne. Sej verjamem, da se je težko umakniti, ti si nekaj naredil, ti si zgradil in zdaj gledaš, kako je to. Verjamem, da je težko. Tako da v bistvu ena in druga stran mora poskušati razumeti,
pa se poslušati, neko ravnovesje je treba najti. Ko pri nas pač spravim večkrat, ko se kaj pogovarjamo za prevzemanje družinskih podjetij, večkrat slišiš to, da se pač starejši nočejo umakniti. Je pa treba razumeti, seveda, tudi tiste starejše, ki predajajo, da je njim težko in da tudi imajo ogromno znanja in izkušenj, ki bi ga lahko prenesli na svoje naslednike. Malo prej ste omenili, da se vaša supermoč skriva v odlični organiziranosti. Kako jo dosežete? Kakšen je vaš sistem? Si pišete v notesnik, ste analogni, vidim, da imate pametno uro, da ste non-stop dosegljivi. Kako dosežete to organiziranost? Si rečete, po 8 urah dela zaprem vrata in o službi nočem ne slišati, ne govoriti. Kako s to razmejitvijo med poslovnim delom življenja in pa zasebnim, kako to manevrirate? Zdaj, da bi se prav hvalila, da imam res lepo razdeljeno družinsko, pa zasebno, pa službeno, družino zasebno, to je zelo prepleteno, sploh glede na to, da sem v družinskem podjetju, da tudi v bistvu z možem tudi skupaj delava z mamo, mama je tudi v našem, tako da smo pač včasih tudi na kakšnem kosilu, ampak ja, pač zjutraj vstanem malo bolj zgodaj, si naredim plan, na začetku tedna si naredim plan, kaj bom in sem pa bolj digitalna, no? Tako da imam pač OneNote, imam Microsoft To Do in te aplikacije, tako da to mi pomaga, pač da ne pozabim. Me pa vseeno mogoče to sem rešuje, da nisem preveč vpeta v službo, je pa to, da imam res rada šport in tega časa, ko si ga vzamem za šport, si pa tudi ne pustim vzetno, tako da recimo izvajate vse te športne aktivnosti zjutraj, na vse zgodaj zjutraj, ste ta, kako rečejo, 5 AM človek ali pozno zvečer? Odvisno od letnega časa. Včasih grem tudi v 5 zjutraj na kolo poleti, ali pa pač, ko greš v hribe gore, moraš tako zgodaj vstati. Drugače pa bolj zvečer oziroma za vikende dopoldne ali pa kadar je pač le možno, no, si kar vzamem. Tako da v bistvu, kadar mi uspe. V seriji podcastov Supermoč, kjer gostim zanimive, iskrive, pametne ljudi, sem se naučila, da je sreča sicer precenjena, da nekako moramo stremeti k radosti, ampak vendarle je kar pomenljiv podatek, verjetno tudi za vas, ki vodite tako pomembno energetsko podjetje, kot je podjetje BPT, da srečni zaposleni so za skorajda 20% bolj agilni, bolj produktivni kot ostali. Kako vi pomagate, da zaposleni nekako osvojijo, da to bolj radostno plat življenja? Večkrat smo se že pogovarjali o tem, kaj je tisto, kar najbolj v bistvu poveže ekipo, ki jih najbolj, a so to team buildingi, a je to, ne vem, kakšni ti, bom rekla, bombončki, ali je pomembno samo, da je dovolj visoka plača, ampak dejansko ugotavljam, da so to ti odnosi, ki jih imajo znotraj ekipe, in jaz se zelo trudim skupaj seveda z vsemi sodelavci, da živimo te vrednote, ki jih pač smo jih tudi zapisali, se pravi, da se spoštujemo med sabo, da sodelujemo, sploh glede na to, da pač sploh naši fantje upravljajo res odgovorno delo in tudi zahtevno, ki lahko vodi v hude nesreče. Oni morajo biti zelo odgovorni, zelo morajo pač tudi zaupati si med sabo, no, in morajo pač biti strokovni in mi ostali pač, bom rekla, vodje, smo pa tisti, ki smo zgled. Tako da na ta način pač s tem, da mi delamo to, kar govorimo, tudi dobiš, bom rekla, spoštovanje, dobiš pač tisto zanos, ker če vidi nekdo vseh, ki gremo v isto smer, se mi zdi, da se
nekako pol čutiš to pripadnost in ti je lažje. Seveda tudi se zabavamo, smo imeli team building, smo šli na go-karte, na bowling, tako da je tudi to vključeno. No. Ampak najbolj je pa ta proces delovni, kjer začutiš povezanost in pol pripadnost, pa če to, kar delaš, rad delaš, je pa še veliko lažje. No. Prav gotovo poznate dr. Škrlevaja z Ekonomske fakultete, ki govori o postherojskem vodenju. Kaj od tega koncepta? Všeč mi je bilo, ko ste rekli, vodje pa na koncu dneva moramo biti zgled, ker sicer se vsa prizadevanja verjetno kar porušijo. Ja. Ne? Kaj vam je od tega postherojskega vodenja najbolj všeč? In kaj vam gre najbolj v nos? Namreč dr. Škrlevaj tudi govori o tem, da vodstvene funkcije zasedajo tudi ljudje, ki imajo motnje, narcistične motnje, potem imajo velik ego, so celo psihopatske osebnosti, skratka gre kar v skrajnosti, a ne? Ja, on je bil pravzaprav naš predavatelj na prvem predmetu, tako da ja, jaz moram reči, da se zelo strinjam s tem, saj je res velikokrat pač srečaš koga, ki je tak, kot ste zdaj nazadnje opisali, ampak mislim, da smo prišli do tega, da smo vsi ljudje in da pač ne glede na svojo pozicijo si človek in če si ti do drugih spoštljiv, če ti z drugimi lepo ravnaš, boš v večini primerov nazaj tudi to dobil. Tako da se strinjam pač, da je treba ustvarjati pač neko tako okolje, da je potem veliko lažje delati za vse. Tako da mi ne gre nič v nos, no, ker ja, smo pa pač seveda, ali pa smo vmes tudi taki, ki pač je zanimivo pravzaprav takole, ko opazujem, ko se gibljem med vami, uspešnimi posamezniki, ki prevzemate pravzaprav velika bremena te odgovornosti, se sprašujem, ko ste sami in ko je treba recimo leči k počitku, kako se vi soočate s to odgovornostjo? Ali mirno zaspite, ali vas to neprestano preganja? Kako vi pravzaprav upravljate z težo odgovornosti, da zaposlujete toliko ljudi, toliko pravzaprav družin? Ja, odvisno verjetno tudi od osebe do osebe. Jaz sem že vedno, karkoli sem delala, sem iskala neko odgovornost. Jaz nisem imela nikoli težav s tem, da bi prevzela odgovornost. Meni je bilo to, ne vem, me pač privlačilo. Jaz sem bila vesela, če sem dobila neko nalogo, da sem bila bolj samostojna in odgovorna in tako. Tako da mogoče tudi, če si tak človek, da ti to ne prenaša neke res stiske, da te to ne spravlja v stisko, je to zagotovo lažje. So pa seveda večeri, ko pač imaš težavo zaspati, ker razmišljaš, kako bomo to, kaj se bo zdaj zgodilo, ker vedno so nihanja, enkrat gremo gor, pa vse super, pa smo vsi veseli, drugič pač gremo navzdol, pa so težave, ki jih moramo reševati. Ampak da bi me tako res to morilo, me pa ne. Zagotovo pač tudi ta sprostitev, ki si pač vzamem čas za to, da grem pač na športne aktivnosti, mi pa to zagotovo veliko pomaga. Sabina Gros, s podjetjem BPT delujete v energetiki. To je panoga, ki je bila v ospredju v zadnjem času. Pred kakšnimi izzivi je ta panoga? Pred kakšnimi izzivi smo vsi mi zaradi dogajanja, dinamike v tej panogi? Ja, mi se po eni strani se želimo digitalizirati in želimo vse elektrificirati, po drugi strani pa želimo biti čim bolj trajnostni, želimo porabljati čim manj energije in včasih pač mislim,
zelo premišljeno se bomo mogli lotiti tega prehoda, zeleni prehod, trajnostni prehod, kakorkoli že. Zelo bomo mogli pač razumeti tudi, kaj za sabo karkoli že potegne, ker po eni strani postavljanje sončnih panelov na vsako prosto površino nas iz te odvisnosti od Rusije pelje pač v odvisnost do Kitajske, glede na to, da so pač oni glavni proizvajalci in tudi surovine imajo oni. In mislim, da bi se mogli večkrat tudi nase ozreti pa pomisliti, kje so pa tiste naravne danosti, ki jih imamo mi, pa kako bomo mi to speljali. Pa seveda vsak lahko pri sebi kaj naredi za to, da bomo pač da bomo lažje, ampak energetika bo pa imela kar nekaj pretresov bo, pa na koncu bomo pa videli pol, katera bo tista v bistvu energija, ki nas bo peljala ven. Na kateri vir energije pa vi stavite? Ja, na vodo. Vodo. No, pač glede na to, da imamo hidroelektrarne, zavedam se tega, da ni vsak vodotok primeren, da pač izgradnja nekaj tudi za sabo potegne, ampak gre pač za kombinacijo. Mi ne bomo mogli samo z enim virom reševati tega. Potrebna bo kombinacija pa neko razmerje. Pa veliko se bo verjetno tudi se bomo mogli sami ukvarjati kot odjemalci s tem, kdaj, kako, tako da bomo sigurno veliko bolj vključeni zdaj posamezniki, kot smo bili pa prej. Prej pač je bila elektrika in to je bilo to, zdaj bomo pa mogli malo bolj premisliti verjetno. Kako? Ko opazujem, kako kot po dežju gobe rastejo trgovinski centri v Sloveniji in se resno vprašam, ali smo rekorderji na tem polju in kako z lahkoto v neko zeleno območje postavimo velike stavbe, kjer se spet izvaja ta strašna potrošniška manija. Mi je všeč, ko naletim na podjetje, kot je vaše, ki pa pravzaprav obuja opustele. Te bi rekla okoliše, namreč, če sem prav se pozanimala, ste se vi odločili za brownfield. Kaj se dogaja na tem opustelem okolišu? Ja, to je tudi del vaše trajnostne naravnanosti, na vse zadnje. Ja, gre za dvorišče, mi rečemo dvorišče, nekdanji tovarniški kompleks BPT, kjer je bila prej proizvodna tekstilne industrije, in mi se pravzaprav že kar nekaj let trudimo, da bi to oživili. Imamo kar nekaj preprek, gre za zaščiteno območje, tako da imamo pa z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, imamo zelo natančno določene posege, ki so dovoljeni, kar pač za sabo potegnejo ogromno enih dodatnih stroškov in postopkov. Ampak naša želja je, da bo to zaživelo, da bomo tam povezovali to preteklost s prihodnostjo, kot sem že prej rekla. Ker načrtujemo, da bodo poleg, že zdaj imamo pač nekaj muzejskih depojev tam, želimo pa si, da bi bil enkrat tam tudi ogledni, se pravi, da bi imeli muzej. Poleg tega pa lahko povem, da pač tudi občina Tržič želi inkubator izdelati na dvorišču, tako da bomo res imeli od preteklosti do prihodnosti. Naša želja je pa, da vpeljemo notri tudi energetske, pa že svoj energetski portfelj širimo na tem področju, tako da povežemo tudi obe dve naši področji in da na ta način v Tržiču, bom rekla, pač dodamo k nekemu dogajanju, ker je že tako kar nekaj uspešnih podjetij s tem izvira, mi bi pa želeli pač, da pritegnemo še več ljudi in da bi pač, da bo to res živelo, tako da mi govorimo, da oživljamo, da oživljamo to dvorišče.
Zelo lepo se mi zdi, da podpirate lokalno, potem tudi družinsko dediščino in ko omenjate pospeševalnik, inkubator, sem se spomnila, da ste zelo vključeni v podpori tudi startup ekosistemu, potem podpirate projekt inženirk. Zakaj? Aha, dobro vprašanje. Mogoče, če začnem pri inženirkah, oziroma inženirke in inženirji bomo. Gre za to, da vidimo pač, da ko mi iščemo kadre, da jih ni in da je treba mlade spodbujati k temu, pač k inženirskemu poklicu. Če pa pogledamo prav inženirke, pa koliko najinih, recimo, sošolk v resnici je takrat šlo na kakšno tehnično šolo ali že v srednjo šolo ali pa potem kasneje. Tega je res malo. Ampak vam povem zanimivost, da zadnje leta se nekako več govori o spodbujanju žensk, deklic k naravoslovnim predmetom in vam lahko povem, da moja 9-letna hčerka ne samo to, da ima zelo rada naravoslovje in tehniko, ampak izbirni predmet, neobvezni izbirni predmet tehnike si je izbrala. In ni edina. Mnoge punčke se odločajo za to. Torej, nekaj se vendarle dogaja. No, to je pa veliko pač na nas starših. To je lepa povratna informacija, ne? Zelo. No, moja hčerka pa tudi pa na robotiko pač zdaj hodi. Tako da, mislim, da je veliko je tudi v tem, kako bomo mi predstavili svojim otrokom te poklice. No. Zato se mi zdi pa pač, pa vsakič sproti, ko delamo z mladimi, sem navdušena nad tem, koliko znajo, koliko imajo energije, kaj vse. Mislim, tako da je vedno tudi neko upanje je, ne? Je zagotovo. Prav gotovo, sploh ob podpori takšnih ljudi, kot ste vi. No in predno smo se srečali za snemanje tega podcasta, ste bili na zajtrku mladih menedžerjev, združenja Menedžer in ste poslušali najnega skupnega kolega Nejca, Nejc Novak, ne? Tako, ki je vodil pogovor na tem zajtrku za mlade menedžerje in sicer z Edom Muričem. Tako, ja. In ko se spomnim na ime Nejc Novak, takoj prva asociacija je startupi, startup ekosistem. Kako vi vidite pravzaprav to dogajanje v tem ekosistemu? Je tudi nekje luč na koncu tunela, se bo država nekako odločila za bolj podporno okolje? Kaj predvidevate, kaj napovedujete? To pa. Jaz verjamem, da bodo morali slediti, če bo dost, bom rekla, nekih perspektivnih, čeprav nažalost je že zdaj, da so kakšni perspektivni, pa pač gredo v tujino. Tako da jaz mislim, da je pri nas veliko znanja, veliko res ljudi z odličnimi idejami, s katerimi se z veseljem pač družim in tudi se udeležujem takšnih dogodkov, kjer pač predstavljajo svoje ideje in te naravnost navdušijo. Kar se tiče pa podpore v državi, pa ne vem, če sem najbolj optimistična. Žal niste edina. Ja. Ampak vseeno, optimizem velja. Prepričana sem, da se bodo tudi na Šubičevi zbudili in ugotovili, da tudi podjetja, kot je recimo vaše, nujno potrebuje to svežo, startupovsko kri. Koliko pravzaprav si vi pomagate s kakšnimi inovativnimi startupi, da vam dajo še recimo nek dodaten zagon? Koliko jih jemljete pod svoje okrilje? Koliko talentov jemljete od tam recimo? Mi smo investirali v 5 startupov, ampak glede na našo dejavnost je dejansko zelo težko najti nekoga, ki bi nam pa res lahko, bom rekla, neko inovacijo. Čeprav zdaj naš načrt je da razvijamo kakor nek testni laboratorij za energetiko, da bi imeli tam pač omrežje in
tukaj upamo, da bomo dobili kakšne mlade, nadebudne inovatorje, ki bodo mogoče prek tega tudi do nas prišli. Sicer pa iz tega mi kadrov, z tega pač bazena zaenkrat nismo ni črpali, ker so vseeno vsi, čeprav so bolj v energetiki, trajnostni pač razvoj, to smo gledali, ampak niso pa na našem področju, ker se tukaj prav veliko ne dogaja, kar se tiče recimo razvoja turbin ali pa. Sabina Gros, obstaja recimo neka višina ponudbe, ki bi vas premamila, da bi družinsko podjetje prodali? Ne. Morate paziti, kaj boste rekli, kaj si lahko poslušajo ta podcast tudi čez 15-20 let. No, to se govorim, da danes zagotovo ne. Smo že eno ponudbo, nismo sploh do višine prišli, ker je bilo takoj ne. Ja. Ker vidim, da se da še ogromno narediti, uživam v tem in tudi mislim, da vsi družinski člani se takoj postavijo v zadnji pa rečejo ne. Nikakor ne. Ja. Torej tudi, bi rekla, zelo vrhunski posel pravzaprav na koncu res uravnavajo čustva, neka ta vesa, ne, z družino, z okoljem, z ljudmi, kar je iz nas pravzaprav dela, da smo res samo še ljudje. Ja, saj posel smo ljudje, saj pač vse gradimo, tako da sigurno so čustva vpletena v neka navezanost, ki naj v poslu ne bi pač bila prav prisotna, ampak saj tle se gre bolj za to, kaj bi tako s podjetjem, ampak kar se tiče pa samega vodenja, pa to pa pač poskušaš biti čim bolj racionalen, po drugi strani pa pač moraš pa tudi imeti čustva, pa jih pokazati, saj nismo stroji, ampak smo pač ljudje. In Sabina Gros, če ste v petek 6. oktobra natanko ob 11:53 v podcastu Supermoč dejali, da nikakor ne bi prodali družinskega podjetja, pa me zanima, kaj na isti dan lahko rečete, o čem sanjate in kakšne sanje bi radi doživeli oziroma kakšen odtis bi radi pustili, tako denimo v družini, v lokalnem okolju, v slovenski družbi. Če zdaj gledamo strogo poslovno, si želim, da bomo, ne vem, čez 20-25 let pogledali naše dvorišče v Tržiču in da bodo vsi v Sloveniji vedeli, o čem govorimo. Sicer si pa predvsem želim tega, da bom še naprej imela srečno okolje, pač bom rekla podporno, no, tako, da ne bom hodila domov pač, da ko bom prišla domov, da bom prišla dobre volje in da se bomo tudi tam potem naprej, še naprej dobro imeli. To mi je najbolj pomembno, no, da. To vas pa zelo dobro razumem. In vam tudi srčno želim točno to in prepričana sem, da boste doživeli te lepe sanje in da jih doživljate tudi zdaj. Malo prej pa sem vas slišala, da ste nekako potrkali na vest ali na našo ozaveščenost v Sloveniji, da naj vendarle tudi poslovno srenjo tako razumemo, dojemamo in tudi čestitamo, tako kot športnikom. Zato za konec, kaj najbolj zanimivega ali kot neko dobro misel, vodilo, motivacijo je Edo Murič povedal vam danes in kaj bi vi Muriču povedali v tem trenutku za nazaj, recimo, kot odgovor na to? Meni je bilo najbolj zanimivo, kako nekdo ga je vprašal glede vodenja, kako se dogovorijo, kdo je vodja, in je on rekel, meni je popolnoma jasno, da ne moramo vsi biti vodje in da moramo vsi delati za to, da bo vodji najlažje, ampak on je pa tisti, ki nas pa pač tja pripelje, pa spoštuje. Na koncu pa tudi smo vsi, rekla, zmagovalci in se ne gleda na kdo je kaj. In tudi, ko pride do poraza, ne iščemo krivca, ampak pač gremo in meni je bil pač
toliko enih usporednic, no, ki bi jih lahko lekla in v bistvu bi mu lahko rekla samo vse spoštovanje pa čestitke za uspehe, kot pa, ja. In jaz jih izrekam vam za to uspešno do sedaj prehojeno karierno pot, za ta pogum, da ste prevzeli družinsko podjetje in držim pesti, da bo to eno izmed tistih podjetij, ki se bo lahko ponašalo z več stoletno tradicijo. Hvala lepa, Sabina Gross, ker ste bila gostja v podcastu Supermoč. Sicer pa, spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, hvala lepa za vašo pozornost. Naš podcast lahko pogledate na www.delo.si ali pa na vseh podcastovskih platformah in seveda tudi na YouTubu. Sicer pa srečamo se prihodnji četrtek zvečer, lepo se imejte, nasvidenje.